Dandanes smo vajeni, da se z gradnjo hiš in prenovami ukvarjajo gradbena podjetja, inženiringi in obrtniki. V preteklosti je bilo drugače. Številne hiše so nastale kot plod dela lastnikov, njihovih sorodnikov in prijateljev. Danes je gradnja v lastni režiji, kot smo imeli navado reči, redkost. No, mi pa smo našli zelo zanimivo izjemo, ob kateri se lahko marsičesa naučimo. Tole izjemno zanimivo hišo je arhitekt zase izvedel na način pristnega samograditeljstva. V njej ne manjka impozantnih volumnov, zelo zanimivih, preprostih in učinkovitih detajlov, hkrati pa je celotna hiša res lep primer ponovne uporabe materialov. Jernej, pozdravljeni, sva v vaši izjemni hiši, ki ste jo hkrati načrtovali in hkrati zgradili s pomočjo prijateljev. Pa me zanima, kaj je njena osnovna ideja? Hiša ima v osnovi uporablja dve strategiji, to se pravi strategijo samogradnje, se pravi gradnja v lastni režiji in pa čim večja uporaba recikliranih materialov. A je torej osnovni vidik bil, da želite priti skozi s čim bolj takim smotrnim proračunom? Tako je. Samogradnja in reciklaža sta obe dve strategiji, ki se zelo dobro dopolnjujeta. Se pravi, pri samogradnji je ključnega pomena to, da se mi naslonimo ne na epski kredit, recimo, ampak se v bistvu naslonimo na bližnje. In jih v bistvu prosimo za pomoč in z njihovo pomočjo pridemo do rešitve svojega bivanjskega problema. Zemljišče so Jerneju in Špeli odstopili njegovi starši. Leži v osrednji Sloveniji na robu vasi, od koder se ponujajo lepi pogledi proti Kamniško-Savinjskim Alpam in Triglavu. Lastnika sta izbrala leseno gradnjo. Kot toplotna izolacija služijo lesno-vlaknene plošče. Za nasutje pod temeljno ploščo so uporabili manj znan reciklažni material, penjeno steklo. Najbolj nevsakdanja odločitev pa je bila izbira osnovnega gradnika – rabljene opažne plošče. Opažne plošče so bile že rabljene na gradbišču in za njih je značilno, da so izpostavljene težkim gradbiščnim pogojem, kar pomeni, da so robovi od teh opažnih plošč ponavadi poškodovani. Tako da že predhodno je bilo predvideno, da se naredi neka porezava robov in pa v bistvu, da se odstrani osnovni površinski sloj. In to se je naredilo že v bistvu eno zimo prej z oblanjem, ročno, oziroma z električnim obličem, ampak ročno, in pa brušanjem in pa potem zaščita proti UV-ju. Kje vse so uporabljene opažne plošče, tele predelane in osvežene? Tudi nad nama jih gledava, ne? Tako je. Opažne plošče so osnovni modul, praktično modul hiše, tako da je že tudi v bistvu raster, ki ga tukaj vidimo nekako na 2 metra, so tudi vidni špirovci in je nekako narekuje od rastra, konstrukcijskega rastra hiše in potem tudi preko pohištva, tako da vse nekako knjižne omare so vse narejene, tako da je v bistvu kar najmanj ostanka. Opažnih plošč je blizu preko 500. Kje ste jih pa dobili toliko? To je bilo v bistvu nekako imajo proizvajalci tudi določeno možnost, v bistvu, da se pri njih vzame že rabljene plošče. Nova hiša ni velika, saj pritličje meri le 110 kvadratnih metrov, galerija pa dodatnih 20 kvadratnih metrov. Terasa ob hiši in pomožni objekti merijo skupaj 30 kvadratnih metrov. Kako je hiša organizirana vsebinsko namreč? Hiša ima zelo specifično lokacijo, tako da nekako je zelo pomemben mogoče ta zasnova tega južnega dela, ki je organiziran preko neogrevanih servisnih delov, od kolesarnice, neke take lope, do vhodne niše, vhodne veže in pa potem južnega okna, ki mora biti ustrezno osenčen, in pa v bistvu shrambe. Njegova hrbtenica objekta pa nekako se začne v tem delu z recimo kuhinjo in potem jedilnica, nato se spusti v dnevno sobo, nekoliko znižen prostor in pa naprej preko kopalnice, ki je v jedru armirano-betonskem in pa naprej proti spalnici in 2 otroškima sobama. In potem tukaj očitno kraljuje beton. Kakšni so tukaj tlaki, kjer smo zdaj?
Gre za industrijske tlake. Tako industrijske tlake kot armirano betonsko jedro ima ključno funkcijo pri naravnem hlajenju objekta. Da v bistvu nekako hišo hladimo naravno kot neke vrste termitnjak, to se pravi, odprejo se vsa okna v pritličju in pa mansardna okna. In topel zrak gre po noči, ko je hladen zrak od zunaj, gre ven in se v bistvu natoči hladen zrak. Ta hlad se potem v bistvu prime na to betonsko jedro in na ta tlak in potem še v bistvu dodaja ta hlad preko toplejšega dela dneva. V osrednjem prostoru ne moremo spregledati velikega dimnika, ki visi nad odprtim ognjiščem. Vloga ognjišča je izključno ambientalna. Osrednji prostor je odprt do ostrešja, vendar so del tega volumna izkoristili za galerijo, kamor vodijo račje stopnice. Na galeriji je urejena knjižnica. Jernej in Špela želita otrokom približati pomen knjig v času digitalne tehnologije. Iz osrednjega prostora vodi do preostalih prostorov dolg hodnik. Sama zasnova hiše je v bistvu zelo dolga, notranji format je približno 5 na 22 metrov, kar pomeni, da je nekako ta komunikacija zelo pomembna in nekako smo zasnovali ta hodnik, ki je zelo dolg in ima v bistvu na obeh straneh tudi naravno svetlobo, kar je za hodnik zelo pomembno. In pa v bistvu na eni strani nekako je v bistvu zasnovan cel niz garderobnih omar in pa na drugi strani je niz kopalnice, spalnice in pa 2 otroških sob. Te omare nekako so v bistvu zasnovane tudi v bistvu z ostankov nekih remenatov in pa v bistvu nekako spet sledijo ideji teh, ker so narejene z opažnih plošč, to se pravi polovička, 25 širine na 2 metra. Nekako daje tudi vse skupaj, že sama zasnova omar narekujejo opažne plošče. Kako je pa kuhinja izvedena? Kakšna je tukaj zadaj ideja? Tudi kuhinja je bila zadena v samograditeljski maniri, je pa imela tukaj nekako žena prošnjo, da kuhinja pa le ne bi bila iz opažnih plošč. Gre za te plošče, niso rabljene, so nove in gre za troslojne, križno lepljene lesene plošče. Vzdolž hiše leži dolga terasa, na kateri je prostor za počitek in igro. Z nje lahko opazujejo živali na pašniku. Kako ste si zamislili zunanji ovoj hiše? Nekako zunanji ovoj hiše je pri naši arhitekturi ponavadi vedno odraz funkcionalnosti oziroma prostorov v notranjosti. Zdaj nekako v tem južnem delu gre za ta servisni trakt, kjer smo pač poskušali narediti tudi kar se da kvalitetno dostopnost in smo v bistvu zasnovali nekakšen sistem drsnih sten za lažji dostop. In tudi tukaj smo uporabili opažne plošče, ki pa so zaradi tega, ker so pa opažne plošče iz smrekovega lesa, ki ni primeren za zunanjo uporabo, smo se morali poslužiti japonske tehnike Soushiban, kjer gre za površinsko žganje plošč. S tem se v bistvu plošče zaščitijo tako proti škodljivcem, kot tudi zunanjim vremenskim vplivom in s tem v bistvu so primerne za zunanjo uporabo. Jernej in Špela sta za pomoč prosila sorodnike in prijatelje. Pri delu se je ob 40 koncih tedna zbralo več kot 30 ljudi, ki so gradnji hiše posvetili okoli 6000 ur prostovoljnega dela, za kar sta jim zares hvaležna. Arhitekt poudarja, da se med delom niso gradili samo zidovi, ampak tudi odnosi in prijateljstva. Ta pozitivna izkušnja je arhitekta Jerneja Girandona in sodelavko Anjo Trobec navdihnila za pripravo zanimive publikacije o samograditeljstvu. Namen te publikacije je nekako približati čim širšemu občinstvu samograditeljstvo, ker to ni nek romantičen relikt preteklosti, pač pa je v bistvu čist običajna praksa grajenja doma in samogradili so ljudje skozi celotno zgodovino, tudi zdaj v bistvu povsod po svetu še vedno uporabljajo to prakso, mogoče to poganja neka ekonomska potreba, nuja, ne pa izbira, medtem ker recimo mogoče imamo mi v zvezi s samograditeljstvom včasih predstave,
neke predstave o samozadostnosti. In v bistvu ta publikacija poskuša to distanco do samograditeljstva izničiti in v bistvu jo predstaviti kot nekaj zelo praktičnega. Del publikacije je naprimer tudi samograditeljski priročnik, ki bralca v bistvu pelje skozi vse korake in vidike gradnje hiše. To pomeni in od pridobivanja potrebne dokumentacije do tudi nekih nasvetov, čist praktičnih, kako organizirati delovno akcijo. Brez dvoma lahko rečemo, da gre za pogumen in racionalen pristop, kako nastane dom mlade družine.